pod orodje predstavljajo ročna orodja, medtem ko mi delamo orodja za stroje. To se pravi orodja, s katerimi izdelujemo izdelke. Kjerkoli izdelek pogledate okoli sebe, je bil narejen v nekem orodju. Zdaj ni več tistega, da bi se še kaj lahko na roke delali, pravimo. In praktično ga ni izdelka, za katerega ne rabite orodje, zato je povpraševanje po tem kadru izredno visoko. Kakšne veščine in kakšna znanja potrebuje dober orodjar? Najbolj bistveno za orodjarje je, da je zelo natančen, precizen, odgovoren za svoje delo, kajti zavedati se mora vedno, da orodja, ki jih izdeluje, ima zelo visoko vrednost in mora tudi temu ustrezno pristopiti pri izdelavi tega orodja. Nahajamo se v oddelku tehnologije konstrukcije, konkretno v oddelku CAD/CAM, kjer se izdela 3D modeli za naša orodja za kovanje. Poleg teh 3D modelov se pa izdela tudi programi za programiranje HSC strojev. Prišli smo v oddelek orodjarne, kjer se nahajajo naši orodjarski stroji, vidimo več skupin različnih strojev, poleg strojev so operaterji teh strojev, ki dejansko prevzemejo dokumentacijo, ki jo dobijo iz oddelka CAD/CAM-a in potem te programe vpišejo v stroj. Ti operaterji morajo ves čas skrbeti za pravilen potek operacij na stroju, kontrolirajo posamezne menjave orodij in skrbijo za kvalitetno izdelavo kovaških orodij. Vsako orodje, ko je izdelano preko HSC tehnologije na razkanih strojih, dejansko pride v naslednjo fazo, to je fino polirano orodje. Ta orodja se polira po možnosti, da dobimo dejansko površine z čim manjšo hrapavostjo. In zato skrbijo orodjarji, ki še vedno uporabljajo te ročne brusilnike z zelo majhnimi vzemi. Tu lahko govorimo o vzemih, o mikronih, milimetrih, stotinka milimetra so že zelo veliki vzemi in dejansko s tem dobimo samo še bolj gladke površine, kar je osnova za kvalitetno proizvodnjo odkovkov v kovačnici. Medtem ko najbolj ta prava ekonomija je tista, ki jo ima kmet. Ko pravi, da je en kampir v zemljo, jih mora ven 10 dobiti. Jaz pa vem, da je moja dodana vrednost tako. Kupim material z recimo 2000 evrov, je tistih par 100 kil železa, čez 2 meseca je iz tistih par 100 kil železa orodje, ki bo delala milijonske serije. Jaz sem plačan za mojo uslugo, da sem izdelal orodje iz par 10 000 evri. To se pravi, pokrijem vse stroške, svoje preživetje, vse v bistvu, medtem ko nekdo pa potem iz tem orodjem ustvarja še pa še dobičkov. Nenazadnje je verjetno treba omeniti tudi to, da je podjetje kot takšno vir za stabilno zaposlitev in za neko stalnost, v okviru katere seveda pač je vsak zadovoljen in prejema svojo plačo in ima svoje delovno mesto. Torej, tem vašim delavcem zagotavljate neko dobro delovno okolje, zdravo. Kako pa z napredovanjem? Kako lahko vaši delavci oziroma tisti, ki pridejo v tovarno, so 1 leto, 2 leti delajo, napredujejo? Napredovanje je seveda lahko večvrstne. Eno napredovanje je to, ko napreduješ iz delovnega mesta na verjetno višje delovno mesto. Drugo vrsto napredovanja je verjetno v obliki plač in bonitet in tak naprej. Obojega je v našem podjetju kar nekaj, ampak seveda to je odvisno od vsakega posameznika, od njegovih osebnostnih lastnosti, pričakovanj, želja in na koncu koncev ali pa na začetku potreb, ki jih ima podjetje, da v bistvu takšne posameznike, ki jih prepozna in se dokažejo, da so primerni za napredovanje. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 205 prostih delovnih mest za poklic orodjar. V enakem obdobju je zaposlitev iskalo 60 brezposelnih orodjarjev. Brez orodjarja ni dobrega orodja.